V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Oddajo tudi tokrat snemamo na terenu, na igrišču, kjer je nekoč verjetno veliko preigrala tudi moja gostja Nika Balič. Nika, živjo. Lep pozdrav. Si kaj igrala košarko, kdaj je tu, ali pa nogomet? Oboje, pa tudi kak drug šport, no. Ko slišiš, da si najboljša slovenska košarkašica vseh časov, ti godi? Ja, lahko mi malo, ne, če lahko tako rečem. Je sigurno prijeten kaj tazga slišati. Se pa že kar nekaj časa trudim, no. Kar dolgo že, ne? Zelo dolgo že. Tako da je to neka potrditev, da že vrsto let res dobro delam in se v bistvu ta zgodba samo še nadaljuje. No, kakšni so tvoji začetki? Zdaj, oče Nedeljko, odličen nogometaš, šel tudi skozi prvo slovensko ligo. Tvoj brat tudi odličen košarkar. Ne vem, mami tudi kaj športnica? Mami ni. Ni? Ne. Kako je to, da tebe potegnilo tudi v šport? Te je mogoče v kakšen drug šport pred košarko? V bistvu že ko sem bila 5-6 let stara, no, mi smo še prej, v bistvu mamice so tukaj le prinesle kavo. V bistvu smo vsi iz obeh teh blokov, no, cele dneve bili tukaj na igrišču, igrali smo razne športe, nogomet, košarka, rokomet, bejzbol smo igrali, skrivali smo vse to. Nas v bistvu nisi mogel sploh spraviti noter v blok nazaj, no. Tako da tu so res eni taki lepi spomini na otroštvo in glih tukaj se je začelo. Mislim, da sem bila že od malih nog, glih zaradi tega, ker sem vse športe tukaj igrala, da sem bila res motorično zelo sposobna. V bistvu so mi prijatelji, no, pol nekako rekli, ne bi ti probala iti na krožek košarke ali pa nogometa. Takrat pri nas ženske nogometne ekipe ni bilo, tako da me je pa vseeno košarka mi je bila veliko bolj všeč, spremljala sem jo ves čas po televiziji, tako da sem pol enkrat šla na krožek košarke in tam najdla veliko prijateljic, tam so bili res treningi super in takrat... srečala, mislim, da je takrat Damira Grgiča, ne? Točno tako, ja. Takrat je bil Grga vodil treninge, tako da mi je bilo resno zabavno, ne veš pri 6 letih, a boš igral košarko ali ne boš. V bistvu je bilo to bolj tako za zabavo, no, pa mi je pa postalo v bistvu to čez dalje bolj všeč. Ampak kemija med vama je bila pa že takrat, pa še kar traja, ne? Ja, točno tako. Mislim, da smo se z Grga tam res dobro ujela, že kakor igralka pa trener na začetki. Pol kasneje pa, no, to je res v neverjetno prijateljstvo prišlo. V bistvu lahko tako rečem, da je bil Grga moj drugi oče, vedno smo bila vse posod na vseh pripravah skupaj. Tako da ni se pa tu, no, nikakršna vez se ni pretrgala. Vidimo se velikokrat, ko sem v Sloveniji, vidimo se v reprezentanc, tako da nisem odšla, no. Tako da ja. No, zdaj vem, da oče hodi na tvoje tekme, če je kje blizu, kolikor vem, z letalom ni glih na ti, ne? Si ti hodila kdaj na njegove tekme z družino? Sam, ja. Kakšen nogometaš je bil? Grob, če lahko tako rečem, ja. Bil je izvrsten nogometaš, moram reči, enostavno je pol nehal vsaj sam tako prav, zaradi tega, ker je bila mami pol tudi noseča z necom. Tako da se je posvetil družini, no, in nekako... Pa še verjetno služba 2 izmene na teti takrat, pa celo 3, ne? Točno tako. Celo 4 včasih. Ja, res. Tako da se mogoče spomnim, no, kakšne tekme, ko smo prišli gledati, je bilo pa že res to dolgo nazaj, da je nekje v spomini čez zadnji, no. Pogledaš zdaj sama na tribuno, če je kdo od tvojih?
na tekmi? Ja, tako vem, da bojo prišli na tekmo, no, ampak gledam tudi, da sem večinoma časa v tujini. No, če še prej včasih si v Celju Včasih pa igrala. ja, sigurno, ko smo bili mehni, ko je bil timeout, sem gledal po tribuni, kdo je prišel, kdo ni prišel. No, tako da. Ti si zelo zgodaj začela, ne, pri članicah. Koliko si bila stara? Ne vem, 14? iskreno ne vem, ne, mislim, da je bilo to celo prej že. Še prej, ne? Jaz sem v bistvu že pri 14 letih sem šla že v Celje, no. Kjer Verjetno sem tudi živela specialni zdravstveni pregled, ne, da si Ja. lahko igrala za članice. Točno tako da je že kar dolg nazaj, no. Dolg nazaj, ne? Mislim, da so bila taka pravila včasih, da celo prvo leto v Celju, da pol nismo mogli za članice igrati, ker sem že igrala in za mladinke in kadetinje, mislim, da je nekaj Verjetno, takega. In pol nisi smel v 3 kategorijah igrati, mislim, da je bilo nekaj A takega. ti bi No. kar v 3, ne? Ja, veš, da bi. Bi. No, potem je, zdravo, potem pa je malce prekinilo tvojo športno pot, kar precej neprijetna bolezen, rak na ščitnici, ne? Ja, to je bilo pred Celjem, ja. A to je bilo že To je pred bilo Celjem? pred, ja. Si bila stara? Ja, to je bilo leta 2006, mislim, da. Nekaj takega, ja. In takrat ti je pa pobralo veliko energije, ne? Takrat je bilo, ja. Težko se je bilo vrniti, ne? Točno tako, ni bila sama operacija tako zahtevna, kakor je bilo pa tisto obsevanje, ko sem ga imela enkrat in je bilo tisto mi je kar precej moči pobral. Ni bilo glih apetita, da bi jedla, moči nisem imela pol nobene, no, tako da me je kar za nekaj časa, no, sem bila bolj kot ne samo v postelji, pa nekak sprehod mogoče. Je bilo, no, pa počasi. Si kaj črnogledo gledala takrat? Nisem, Ne. mislim, da ne, no. Mislim, da sem- Mladostniško optimistično. Ja, res, pa tudi jaz mislim, da v teh letih se ti nobene stvari ne bojiš, se mi zdi stari, ko si, da pridejo neki Se strahovi. bolj starši, ne? Ja, točno to, no, so se po mojem bolj starši bali za to. Jaz sem pa enostavno, no, to čistko vzela, pač. In zmagala. Ja, točno to. Kot si potem kasneje veliko krat v življenju. No, Celje je bila kar nekaj let tvoja stalnica. Vse si doživela v Celju, prišla si do reprezentance, državne prvakinje, ne? Potem pa kar zgodaj v tujino. Ja, točno tako, kot ste sami rekli, je bilo kar zgodaj. No, že prej so bile neke ponudbe, ne vem, pri 17, 16 letih, ampak jaz sem v Celju podpisala 4-letno pogodbo, se pravi do 18 leta. Enostavno mislim, da je bila tudi prava odločitev, no, da sem še ostala do 18 leta tukaj v Sloveniji in da sem se res pol pri 18 letih odločila, da bom šla prvič v tujino. Čeprav je tudi to bilo zelo zgodaj, no. Sploh je Ampak daleč v tujino, ne? točno tako, bilo je daleč, plus da sem bila seveda tam v ekipi najmlajša. Prideš v ekipo, kjer so v bistvu same tujke, bolj kot ne. To je bila ekipa. Spartak, Moskva. In klub velik, Moskva velika, Rusija velika, razdalje velike, Bilo je kar sama kar naenkrat brez družine. Mene v bistvu je bilo to v redu, ker sem, kako sem rekla, 4 leta sem živela že sama v Celju. Ja, je malo drugače pride za vikende domov, pa Ja. tako sem malo mamic pocrklati, pa tako, če lahko rečem. Tam pa enostavno nisi mogel, tam sem prišla decembra ponovadi domov. Sem bila, ne vem, en teden, 10 dni doma za božič, za praznike. Tako da je bilo, no, kar na začetku, kak mesec, dva je bilo kar malo tistega domotožja, no, ampak pa nekako se privadiš, no, in zdaj v bistvu si ne predstavljam drugačno, kot da bi skozi živela doma, no, si težko to predstavljam. Kako se pa mlado dekle, 18-letno dekle, nekako sooči z življenjem v daljni deželi, ne poznaš dobro njihovih navad, jezika, niti prehrane, ne? Kako klub poskrbi ali sploh poskrbi za Ja, mlada mislim, da je dekleta? bilo, moram reči, da sem imela res zelo dobre soigralke. Večinoma časa smo se družili, hodili smo skupaj po treningih na kosila, na večerje. Tako da je bilo res, no, to mi je zelo veliko pripomoglo k tem, da sem sploh uspela, ker vemo, da nekateri igralci, igralke v kateremkoli športu na začetku zna biti tako težko, da enostavno odnehajo in si rečejo, kom je tega treba, bom jaz raje doma in to je to. In je bilo pride kdaj pa kdaj v življenju taka stvar, da si reče, zakaj bi to nadaljevala, če je res tako težko. Ampak
glih tukaj, no, mislim, da so bile soigralke, trenerji, vsi v klubu so mi res pomagali, so bili razumevajoč, tako da mi je bilo v takem okolju res super in veliko lažje, kakor pa si lahko predstavljam, da bi bilo. No. Kaj pa komunikacija? Zdaj predpostavljam, da angleški jezik ti je šel že takrat. Kaj pa rusko? Ne vem, pa vse verjetno je bila zasedba čisto mednarodna. Je bilo kaj Rusin? Ja, so bile, mislim, da so bile 4-5 Rusin je bilo ekip, ostale so bile Američanke, bolj kot ne kakšna Španka, tako da smo bolj kot ne govorili po angleško v klubi. Kar se pa tiče, ne vem, mi smo v bistvu živeli v Moskvi, tak predmestje je bil, malo mesto in v bistvu tam ni govoril v trgovinah noben angleški, v restauracijah ni govoril noben angleški. In jaz enostavno, ko sem prišla gor, ko sem videla, kakšna je situacija, sem rekla, mogla se boš naučiti rusko. Tako da moram reči, da po 2 mesecih sem jaz v bistvu vse razumela. Tudi branje? Branje ne, branje sem se na koncu naučila, že ko sem v bistvu tudi govorila. Malce drugačna čirilica kot... Ja, točno tako. In ko sem videla enkrat, ko sem se naučila brati, sem pa res čisto se razumela, ves meni prebrala, knjige lahko prebrala. Tako da zdaj moram reči, no jaz mislim, da celo rusko govorim boljše kot angleški. In si verjetno potem prebrala tudi ruske klasike, ne, v izvirnem jeziku, ne? Ne, tu pa ne, tu ne. Tako da ja, no, zdaj govorim tekoče res lepo rusko in to je čisto drugače. Nekako je to drugi dom ali pa druga država postala Rusija. Zdaj, potem po nekaj letih si zamenjala klub, ne? Kako je bilo v tem klubu? Si izpolnila svoja pričakovanja? Je bila tudi minutaža takšna, kot si želela? Moram reči, da v tem prvem klubu v Moskvi je bilo prve 2 leti kar malo težje, no, ker so bile te vse Američanke, to so bile 30-35 let stare punce in vemo, da to, ko služijo po pol milijona na sezono, težko neka 18-letna punca dobi neko večjo minutažo kot ona. Tako da moram reči, da sem mogla čez te stvari, no, da tudi psihične verjetno. Ja, je težko. Celo tekmo igrati, potem pa meni. Ja, točno to. In je bil velik preskok, no. V bistvu, jaz sem prišla pripravljena gor, ampak mislim, da nisem prišla tukaj v glavo pripravljena, da se bojo take stvari dogajale, no. Enostavno vidimo, da v zadnjih letih je šport en sam biznis, tako da nažalost tako je, ampak jaz mislim, da me je glih to naredilo, no. Močnejšo, da sem postala res še bolj trd karakter in da jaz mi pravim, no, na takih stvarih se največ naučiš, če ni teh negativnih stvari, mogoče ne bi bil nikoli tako dober, no. Je pa sigurno, ja, ko rečeš 2 leti si izgubil na igranja, rečemo, če si igral po 3-4 minute, ampak jaz to tako vzemam, no, da vse pride v svojem cajti, no, mogoče. Si se pa tudi učila, ja, točno to. Od teh igralk. Trenerji so bili dobri? Super so bili, no. Bile so 2 Američanke, trenerke, od njih sem res veliko odnesla, dali so mi veliko samozavesti. Tako da moram reči, no, da v vseh teh letih, tudi tam v tistih klubih, ko nisem imela neke minutaže, da me je res to naredili sam še boljšo igralko in da res... Kako so si še sledili po tem klubi? Jaz sem odigrala 4 leta v Moskvi, potem sem pa podpisala za ta najboljši klub na svetu Jekaterinburg. Tam sem bila tudi 4 leta. Drugo okolje? Drugo okolje. Tretje največje mesto si mi dejala? Ja, točno tako. Malo mesto, ne? Ja, ne. Koliko milijonsko? Ko pa vem. Veliko? Veliko, ja. Zelo podobno Moskvi? Moram reči, da niti ne, no. Moram reči, da je bolj tako, ni sam tisti beton, tako kot je Moskva, sam gradijo. Tam je tudi malo pa gozdov, pa tako mogoče kakšna, to je v bistvu na Uralu, no, na meji v bistvu z Azijo. Tam je tudi malo trbovelj, ne? Ja, točno tako. Tako da mi je bilo, moram reči, da mi je bil Jekaterinburg veliko bolj všeč, tudi sama kultura, pa ljudje so malo drugačni, so že bolj, ker so bolj na vzhodu, imajo že malo ta karakter iz vzhoda, pa so bolj tako odprti, pa niso več tako hladni, no, moram reči, da zato mi je pa vedno, tudi polet grem vsak let, no, obiščem in Moskvo in Jekaterinburg za par dni, ker enostavno tukaj sem spoznala nekih ljudi gor, da jih obiščem. Ohranja stike, ne? Ja, ko mogoče oni nimajo možnosti priti sem. Meni je pa res Moskva v decembru ali pa res poleti je najbolj čas, no, da se obišče, tako da je res... Si bomo rezervirali termin. Ja, točno tako, lahko bi. Pa šparati začeli, ne? Je kar draga, ne? Ja, Moskva je res. In Jekaterinburg, no, ampak je velika razlika že med Jekaterinburgom pa Moskvo.
je že Ekaterinburg manj, čeprav je to še vedno, no, za naš slovenski standard je to dosti dražje. No, tu pa so prišli veliki uspehi, ne, klubski. Kako je šlo? Super, moram reči, da smo vsak let osvojili in Euroligo, oziroma v 4 letih smo osvojili 3-krat Euroligo, vsak let smo osvojili državno prvenstvo rusko, pokal, plus da smo 3-krat, mislim, da je bilo 3-krat, smo osvojili ta super kup, se reče. Tu se igra pa zmagovalec Eurocapa, pa zmagovalec Eurolige. Tako da je v bistvu sama ena tekma, ponovadi smo mi to organizirali, usvojili, tako da je bilo resno. In tudi sama si bila zadovoljna z minutažo? Ja, isto je bilo, no, so bila neka nihanja. Ja, bili so, menjali so se trenerji, pa sem se enkrat vmes poškodovala, ko so se glih trenerji zamenjali, pa je pol težko, no. Je pa ja, sigurno, najbolj sem bila zadovoljna, ne vem, drugo, tretje leto, ko sem res bila eden izmed liderjev tam med vsemi Američankami, tako da mi je res to dal neko samozavestno. Na poziciji playmakerja? Ja, točno tako. Sem v bistvu bila prvi play in mi je to res dal veliko samozavest in sem rekla, da kaj boljšega ne bi mogla doseči, no. Tako da zdaj pa gre v bistvu vse sam še na gor, no. No, potem si pa spet zamenjala, ne? Sama želela, prišla ponudba tako dobra, v bistvu pa spet čist na drug konec Rusije. Boljše ponudbe, kot je v Ekaterinburgu, ne moreš dobiti, no, ampak sem rekla, da bi se v bistvu želim še narediti stopničko višje v svoji karieri, da bi res igrala, ne vem, po 30 minut, 35. Toliko kot v Celju, ne? Točno tako, in je prišla ta ponudba iz Kurska. Tam sem bila celo sezono prvi play ekipe, tako da res mi je bilo super, no, fajn je spet ta feeling nazaj dobiti, ko res veš, da se moraš res pripraviti dobro na tekmo, da če ne boš ti dobre tekme odigral, da tudi ekipa ne bo dobro odigrala, tako da moram reči, da zdaj, no, moja pot gre samo tako, da mislim, da sem lovorik že dosti osvojila, tudi denarno res sem v teh letih res si prislužila, da zdaj ne gledam, da bom dobila toliko več denarja, ampak res gledam, da najdem neko sredino in da mi je minutaža zdaj najbolj pomembna, no. In kakšne so ambicije kluba? Tu je najboljši klub, mislim, drug najboljši klub v Rusiji, takoj za Ekaterinburgom. Vsako leto v bistvu so prišli na Final Four predtem, no. Letos se je pač sezona prej zaključila. Pa je dobro kazalo? Bolj tako, no. Na začetku je dobro kazalo, pa so prišle razne poškodbe igralk, pa trener se je zamenjal, pa tako pa se je pa situacija čisto na drugo stran obrnila, no. Mi bi v bistvu pol mogli iti iz Eurolige, ker nismo prišli v play-off Eurolige, bi šli v Eurocup, tako da bi tam probali napasti, no, naslov. Ampak se je žal sezona zaključila in ja, ta koronavirus je kar posegal, ne, po celem svetu. V Rusiji se mi zdi, da so malce podcenjevali na začetku. Zdaj imajo malce slabšo situacijo kot pri nas. Kako je? Mislim, gor je zdaj, bili so dolgo v karanten in težko jaz pravim, da v takem mestu, v neki Moskvi, Ekaterinburg, v Sankt Petersburg je tudi težko ljudem reči, da naj ostanejo doma. Enostavno, to je tako veliko mesto, si ti predstavljaš, ne vem, 13-14 milijonov prebivalcev v Moskvi, da jim ti rečeš, da morajo doma ostati, seveda se bojo med sabo družili, no. Tako da je bilo tista policijska ura, pa tanki so bili, pa vojaki na ulicah, no, tako da so pol začeli resno jemati, ker je tudi Putin rekel, ne vem, če ne boste doma ostali, boste šli za 5 let v zapor, na primer. Tako da so se držali, no, zdaj pa mislim, da se situacija čisto nič ni izboljšala, še vedno je, ne vem, na dan 800-900 obolelih, se pa vsi med sabo družijo, no, ker enostavno so videli, po mojem, da to v takem mestu ne bo šlo. Kdaj so te spustili domov? Kako je bilo to? Ali si kar sama bolj pobegnila? Kako? V bistvu mi smo še tekme igrali gor, ko so v bistvu tle že vsi bili v Sloveniji v karanten. In enostavno se je pol sezona kar na hitro, no, čez noč se je zaključila. Jaz sem vedela, tle so letališča zaprli na Brniki, tako da sem rekla, zdaj edina možnost mi je, da grem v Zagreb in sem kar hitro spakirala in naši so nas takoj spustili.
Jaz sem rekla, da bi čim prej rada šla, ker ne vem, kako bom pol domov prišla. Tako da sem v bistvu zadnji avion ujela, no, ker pa so pa res vsi začeli vse Koliko zapirati. časa si zdaj doma? Ja, od marca, Od mislim, marca. da tam eno sredino marca, no, sem In prišla. dobro, takrat smo bili že tudi mi pod takim bolj strogim režimom, ampak vendarle ne, drugačen kot v Rusiji. Ne? Ja, se pravi, mi smo še tekme igrali z navijačem, pa vse, ko je bilo že v bistvu slabo, no, mislim. Kako si se pa tu soočila potem tudi s tem, ostani doma, ne gibaj se iz občine v občino? Kaj je to za športnike? Moram reči, da mi je kar malo pasalo, no, ker, Počitka? ja, res, ker sem prišla kar utrujena, no, ker sem se tam enkrat po novem letu sem se poškodovala in sem 2 meseca bila čisto out, no, nisem sploh igrala. Tako da pa sem pa začela nazaj trenirati, igrati in me je res tu zelo utrudilo, no, ker sem mogla vse nazaj dobiti in je bilo zelo težko. Tako da sem prišla domov, mi je v bistvu pasalo biti, sem res 14 dni bila sam doma, potem sem pa počasi začela doma razne vaje izvajati, veliko sem hodila po hribih, no, tam, ko ni bilo Hodila ali ljudi. tekala? Ne, hodila, ja. Hodila. Tek ti ni pri srcu? Ja, Ali je? ampak tako po stadioni, pa tako, ampak da bi pa zdaj nek po gorah, pa po to pa ne. Kilometre zbirala, to pa ne? Ne, to ne. To Imaš grem. kakšen načrt treningov, da ohranjaš, ne vem, greš kaj na igrišče, kaj mečeš? Ja, ves čas sem pod nekim programom, že, se pravim, tiste 14 dni sem se vzela frej, drugače pa fitness doma, na stadioni dol, treningi. Hodila sem v Celje grgati na trening, trening košarke, tukaj le pridem, tako da vsega pomalo, no. Tako da vzdržujem, imam kondicijskega trenerja tudi, gremo včasih v hribe, včasih pride na stadion, naredimo trening. Tako da v bistvu neko kombinacijo treningov delam, no, da ni skozi isto, glede na to, da itak vemo, pol, ko enkrat prideš v klub, da je 4 do 6 tednov te še vse en čaka pripraviti. Tako da Metabolizem imaš pa tak, da se lahko tudi kaj pregrešiš pri hrani ali moraš to paziti? Zdaj si tudi že v tistih letih, ne? ja, v bistvu moram reči, da jem ponavadi vse, no, ampak gledam pa ja, ko pojem, ko vnesem v sebe, kdaj, pa tako, no, da imam tudi take momente, da se čisto sprostim, da res pojem tisto, kar mi pač paše, tudi mogoče kakšna kila, 2 gre gor, ampak Za dušca. ja, ampak ko sem pa v fazi treninga pa tekem, no, se pa težko, no, da se pregrešim, res gledam, ker vemo, da kar vneseš v telo, pol Je treba zgubiti, ne? točno tako, tako da res gledam, no, da dobim dosti energije pa prave hrane, da lahko pol dobro treniram pa veliko treniram. Koliko sem te pa opazoval na Trbovskem bazenu, zdaj kondicijo ne nabiraš s plavanjem, ne? Ne, to pa ne. Greš uživati, ne? Res, grem na bazen uživati, malo se posončiti, kakšne Spomine karte. obujati tudi? Tudi mogoče, ja, da bi pa zdaj plavala. Plavanja pa res ne maram, sama nikoli ne plavam, tako da to je to. Bolj gušt, ne? Ja, točno Ja. to. Zdaj reprezentanca, ti si kapetanka reprezentance, dvakrat na Evropskem prvenstvu, zelo verjetno boš tudi tretjič z ekipo vodila ekipo, ne? Kako si zadovoljna z reprezentančnim delom svoje kariere? Moram reči, da gre vsako leto na boljšno, da mislim, da smo res nekako postavili to žensko slovensko košarko na zemljevid, da smo zdaj že v bistvu konstanta na evropskih prvenstvih. Sigurno, da si želim, no, zdaj novembra, februarja so spet kvalifikacije, zaenkrat dobro kaže 2 tekme, 2 zmage. Želim si, da bi šla kakor na evropsko prvenstvo prve iz skupine, ker to pomeni, da dobiš pa lažjega nasprotnika na evropskem prvenstvu. Vemo pa, da sistem je tak, če imaš malo slabše nasprotnike, v bistvu, če greš ti prve iz skupine, pol avtomatsko greš v četrtfinale, ne. Tako da tam pa zmagaš eno tekmo in tudi v bistvu pol ena zmaga loč od olimpijskih iger. Kar pa je verjetno še tvoja želja. Točno tako, mislim, ne bi o tem zdaj govorila, če ne bi bilo to dosegljivo, no, ampak jaz mislim, da smo v teh letih tak napred naredili, da... Ampak Tokio ni dosegljiv, ne? Ne, to ne. Naslednje. Naslednje. Torej še 5 let košarke. Ja, to Najmanj. Ja, to Najmanj. sigurno, ja. No, v Nišu se ti je zdelo, kdaj, ko si pogledala na tribuno, da igraš v Trbovljah? Ja, res recimo je v bilo Trbovljah, luštno, no. Na domačem igrišču? Točno to, bilo je res luštno, navijači so bili neverjetni. Žal smo mi malo... Malo smole, ali pa Malo. neizkušene
Točno to, jaz bom rekla. Pa kakšne poškodbe tudi, ne? Točno to, bili smo v bistvu vsi z nekim manjšim poškodbam in enostavno nismo se mogli sestaviti ene res dobre tekme, da bi rekel. Pa tudi ta malo neizkušenosti, no, je bilo. Te igralke, nekatere so bile prvič na takih tekmovanjih in enostavno so na nekih tekmih malo zmrzle, če lahko tako rečem, da bi dale neko svežino nam. Ampak jaz mislim, da čez 2 let, naslednji let bo let, da bomo glih prav star, da bojo vse te punce bolj izkušenejše. Tako da jaz mislim, če bomo zdrav, da ne bo kakršnih koli poškodb, jaz mislim, da lahko veliko več rezultat naredimo, kot smo ga do zdaj. No, tvoj brat še ni zaigral za reprezentanco, koliko se mi zdi, ampak bi si zaslužil, ne? Ja, točno to, no. Jaz mislim, da pa ne zaradi tega, ker je moj brat, ampak kakorkoli. Jaz mislim, da je Nejc naredil res v zadnjih letih neverjetne napredke in jaz ga enostavno vidim v reprezentanci. Sploh zdaj, ko ne bo več Goran Dragić, vemo, da zdaj, ko so te kvalifikacije pri moških, kdo igrajo Euroligo, ne more igrati v reprezentanci in mislim, da si Nejc res zaslužno mesto med 12. Tako da jaz smo zmer pravim dober deli. Če te bojo poklicali, če te pa ne bojo, je pa to za njih slabše, ker mislim, da za te naše pleje, da je on tukaj res boljši, no. Oba pleja, a? Ja, točno to. Se veliko pogovarjata o košarki ali data to ob stran, ko sta skupaj? Zdaj polet glih ne, no, drugače pa ja, med sezono pa se tako drugega ni za pogovarjati, ja. Sta kdaj kaj se preizkusila o zaporednih prostih metih, kdo jih več zadene? Ponovno trojke igramo, prostih metov, ne, prosti meti so Ja, ga jaz zmagam zmeraj. Ja. Točno to. Bo slišal tole? Bo, vse ve sam. Oči tudi gre kaj? Oči ne gre. Ne gre? Ne. Ne upa, ne? Ne upa, po mojem, ja. Mami pa... Ko pa reče se mu na luk, ja. Zdaj, kaj še Nika Barič dela, ko ni v košarki? Imaš kaj svojih hobijev? Zdaj ne vem, ruske klasike bereš, ne, dobro se šalim, no, ampak lahko prebereš karkoli ruskega, kaj pa kaj domačega tudi? Si vzameš kaj knjig s sabo? Dobro, se zdaj na tablicah, ne? Knjige ne rada berem, ampak rada pa preberem kako psihologijo, no, neke bolj take, če lahko rečem, življenjske knjige, motivacijske, take knjige imam rada, no, ker mi res prav pridejo. Drugač pa ful rada hodim v kino, to v Rusiji hodim ponavadi, kadarkoli imam čas, no, grem zmeraj pogledati kak film. So polna kinodvorana? Odvisno, no, med tednom ponavadi, ne, vikende malo bolj, tako da je čisto odvisen. Zdaj v Trbolah tudi greš, zdaj so kino tudi odprti? Nisem zdajle nič šla, no, sem pa lani polet sem pa šla 2-krat, ko nisem bila prej po mojem 20 let. Tako da ja. Še kaj drugega? Ker ti zdaj v hribe rada hodiš, ne? Ja, v hribe zelo rada hodim. Ampak ne alpinistka, ne? Ne. V bistvu imam željo iti na Triglav, no, tako da upam, da avgusta, da se bomo organizirali, pa bom šla na Triglav. Se kaj spogleduješ z ZDA-jem, z Ameriko? Tu je zmeraj, no. Profesionalno? Ja, tu je zmeraj. Zdaj Minnesota te je izbrala, ne? Ja, tam sem bila 1 leto, ampak mi pač ni bilo všeč, ni mi ugajala ekipa, tako da nisem hodila biti v neki ekip 5-6 mesecev, samo zato, da mi rekla, da sem igrala v NBA. Kaj pa življenje tam? Ni za mene. Ne? Meni niti ljudje mi niso, niti kultura, hrana, niti najmanj, no. Bolj Rusija? Ja, bolj Rusija. Zdaj, Kursk, blizu Ukrajina, se kaj čutiš te napetosti? Rusija, Ukrajina? Ne, nič, ne. Tega športniki sploh ne? Ne. To ima bolj Pa visoka itak politika, potujemo skozi, tako da nas skoraj nikoli ni, no, tam v Kurski, tako da... No, zdaj nekaj časa boš še po svetu, pa vendarle, se rada vračaš nazaj v Slovenijo, pa mimogrede, kako gledaš zdaj, ko si tudi nekaj sveta videla, v Sloveniji dobro živimo, smo mogoče preveč pesimističen nastanjem v Sloveniji ali imaš kakšen drugi pogled? Mislim, da v redu živimo, no, ampak ja, so pa ljudje, mislim, da še zmeraj malo preveč pesimističen pa tako, no. Mislim, da so včasih kar tako naveličan nizga življenja, ne vem, no, pa nekih razmer v držav, sploh kar se tiče politike, pa tako se mi zdi, da je tle najbolj, no, da so ljudje
naveličan vsega tega, no, da bi rad imeli bolj življenje. Pa tako. Mislim pa, da ne živimo slabo, no, sploh mislim, da je Slovenija tukaj lepa, da se zna ta eni življenje res na vrsto načinov popestriti. Vedno na in kakšna so igralka mi pošlje kaj na Instagram in Facebook, a tu je res Slovenija, kako je Slovenija lepa. Ja, res je lepa, ja, tako da Si še katero povabila? vedno jih povabim, ampak se vemo, kako je to ponovadi. Pol ni časa, pa kam drugam, pa tako da pa pridejo, no, nekatere Imajo še kaj svoje igralke družine tudi? So nekatere, ja, ko imajo otroke, ko so se, ne vem, so rodile, pa so pol prišle nazaj v košarko. Tako da vidiš, da se da, no. Da se da. Pravijo, da ja, da se tu pač da. So pa tu, ja, že zdaj starejše, tu so, ne vem, 34, 35 let že zdaj stare. Ampak jim je luštno. Nika, hvala za vse, kar si povedala. Želim ti še naprej uspešno športno pot vse tja do olimpijskih iger. Mimogrede, za Tokio vem, da so. Kje so pa potem? Mislim, da je Pariz. Pariz? Nisem pa sigurna, no, Tudi jaz ne. Nimam pojma, ne vem. V glavnem bodo, Kjerkoli bojo, če ne upam, bo da bomo tam. koronavirus, Ja, ali pa točno to. kakšen drug virus. Točno tako. Hvala ti. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.